Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je bilo tako. Ko je bila njegova mati zaročena z Jožefom, je bila, preden sta prišla skupaj, noseča od Svetega Duha. Ker je bil njen mož Jožef pravičen in ni hotel sramotiti, jo je sklenil skrivaj odsloviti. Ko je to premišljeval, glej, se mu prikaže v spanju Gospodov angel in pravi: Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi svoje žene Marije, kar je namreč spočela je od Svetega Duha. Rodila bo sina, ki mu daj ime Jezus, ker bo on odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov. Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je bil Gospod napovedal po preroku, ki pravi: Glej, devica bo spočela in rodila sina, ki se bo imenoval Emanuel, kar pomeni Bog z nami. To je Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, za vsakega človeka je dan v letu malo drugačen od drugih. Mislim namreč na rojstni dan. Nekateri imajo navado, da ga proslavljajo v krogu svojih domačih s prijatelji, zopet drugi na sebi lasten način. Verjetno pa se vsakdo v svojem rojstvu nekoliko ustavi, tudi malo zamisli in pogleda naprej svoje življenje. Otroci ga pričakujejo z veseljem in nestrpnostjo, ker se jim zdi imenitno, da bodo eno leto starejši, saj bi radi čim prej postali veliki in s tem tudi odgovorni. Čim starejši pa je človek, tem manj se večkrat veseli obletnic svojega rojstva, te pa vseeno neusmiljeno prihajajo. Kajti zavedamo se, da se z vsakim letom tudi približujemo svoji smrti in s tem zaključku svojega življenja. A to je človeško življenje, ki ga je Bog postavil in ga je potrebno spoštovati, a hkrati lahko z našo pomočjo in z Božjim blagoslovom to življenje naredimo lepo in rodovitno. Smrtjo se bo namreč proslavljanje rojstnih dni za nas končalo. A začelo se bo drugačno življenje, odrešeno življenje pri Bogu. In k temu nas kaže danes tudi Devica Marija, ko obhajamo praznik njenega rojstva. Vedno znova se izročamo Gospodu prav po Mariji, ki je pot, najbolj varna pot, kako priti k Gospodu. Danes mislimo na preprosto judovsko ženo, praznujemo spomin njenega rojstva, ko se zavedamo pomembnega dogodka tudi našega življenja, ko je Bog s človeškim rojstvom naznanil začetek zveličanja. V njenem času so živeli slavni rimski cesarji, pred katerimi je trepetal ves svet, pa jih sedaj omenjajo čisto na kratko samo še v zgodovini. Njihov spomin je na nek način izbrisan. Medtem pa je slava te skromne in ponižne matere danes večja kot takrat, ko je živela. Večja od vseh onih, ki so v njenem času tudi živeli. V majhnem palestinskem mestu jo je takrat poznalo le malo ljudi. Danes, po več kot 2000 letih, pa vsak dan misli na njo milijone vernikov in ne le misli, ampak se tudi sami nenehno priporočamo. Na njo se obračamo s svojimi molitvami, s svojimi prošnjami, ko nam tudi izprosi od Boga potrebnih milosti, če se prav po njej obračamo Gospodu. In tudi skozi vse leto jo častimo s prazniki, ko se spominjamo pomembnih dogodkov njenega življenja in s tem tudi našega odrešenja. Takrat so njena dejanja izgledala tako majhna in nepomembna, a vendar so postala odločilna za rešitev in odrešenje vsega človeštva. Z današnjim praznikom torej hočemo počastiti Marijino rojstvo. S tem se je začel izpolnjevati Božji odrešenski načrt. Da je prišel na svet odrešenik, se je morala najprej roditi žena, ki jo je on izbral za mater in je bila tudi tega vredna. Današnji praznik je zato v ljudeh vedno zbujal veselje in upanje in upam, da je danes prav tako.
v veselju in upanju. Kajti z Marijinim rojstvom se je približal dan, ki so ga stoletja pričakovali vsi narodi. Pa ne samo oni, približal se je čas odrešenja, po katerem krepeni vsako človeško srce. Že 14. stoletja izvira besedilo, ki Marijo slavi kot jutranjo zvezdo, ker naznanja prihod velikega dneva. Ko se je ona prikazala, tedaj se je približalo odrešenje. Zvezda danica namreč, zvezda z vsem sijajem, ti žarišni svetiš, preden se je iza gora dvignil svetodan. Tako je opeva to slavno besedilo iz 14. stoletja. Nekateri kristjanom večkrat očitajo, da preveč častijo Marijo in s tem zameglijo pogled na Gospoda, ki je središče našega bogoslužja in naše vere, da bi radi iz Marije postavili in naredili nekakšno boginjo. Toda, bratje in sestre, prav današnji praznik nam spregovori ravno obratno. Marija je bila namreč rojena kot vsak človeški otrok, ne na kakšen nenavaden ali čudežen način. Toda izbrana je bila za veliko stvar kot noben drug in ona je to vsej svobodi tudi sprejela. Zato se nam ni treba bati, da bi zaradi Marije premalo častili Kristusa Boga, ker je ona najbolj popolna pot proti Gospodu. Jezus je kot sonce in Marija jo imenujemo kot zvezda danica, ki tega sonca ne bo nikoli zakrila. Pa tudi sonce pusti zvezdi vso njeno lepoto in vrst sijaj. Tako sta Jezus in njegova mati Marija velika drug od drugim, ne pa eden na škodo drugega. Zdrava in iskrena pobožnost do Marije nas vedno v resnici vodi čim bližje tudi k Kristusu. In čaščenje Božje Matere Marije nas nikoli, če je pravo, ne odvrača tudi od Boga. Toda prava nevarnost tiči nikje drugje. Namreč tema greha lahko zakrije to majhno zvezdo in zatemni svetlo sonce našega življenja. Zaradi slabega in greha v sebi lahko spregledamo Marijo in s tem zavrnemo tudi njenega Sina, našega Boga. Bratje in sestre, ko se danes obračamo po Mariji, našemu Bogu, ga tudi prosimo, ko začenjamo novo veručno in katehetsko leto, naj bi blagoslavljal naša iskrena prizadevanja tudi na tem področju. Namreč premalo se je samo izročati Gospodu in ga prositi, naj deluje v našem življenju, če se tudi sami ne prepustimo njegovemu delovanju. Zato vabim vse starše verukarje in vse zbrano varno občestvo, da bi se vedno znova povezovali z Gospodom. Najprej v osebni molitvi, obiskovanju svete maše, vrednem prejemanju svetih zakramentov, kakor Marija, da bi vstopali ponižno po poti Gospoda vsak na svoj način, po tisti poti, ki jo je pripravil Gospod. Zato naj Bog vedno znova prizadeva, blagoslavlja vsa naša iskrena prizadevanja za vse dobro in lepo v našem življenju, ko se bomo k temu tudi sami osebno ali kot skupnost trudili. Zato se danes izročimo Mariji, naj nas spremlja s svojim blagoslovom svojega Sina Jezusa. Naj nas nenehno opominja in kaže, da je prava pot le v sledenju njegovega evangelija. Tako bo tudi naša pot življenja prava in se bo stekla v Božje kraljestvo, nebeški Jeruzalem. Amen. Verujem v enega Boga,